Alois Erlmajer. Vojna se bo končala, ko bo udarilo nekaj z neba. Alois Erlmajer se je rodil 8. junija 1894 v nemški vasi Šaram v bližini Freilassinga. Bil je četrti od 5 otrok in je odraščal v preprostem kmečkem okolju. Kljub skromnemu izobraževanju je Erlmajer pokazal izjemno nadarjenost za videnje prihodnosti. Svoje sposobnosti je prvič odkril v mladosti, ko je iskal prostor za vodnjak za svojo družino. V svojih vizijah je videl vodno žilo in natančno mesto, kjer naj bi ga zgradili. Kasneje se je Alois zaposlil kot zidar in se ukvarjal z radiestezijskim iskanjem vode. Med Prvo svetovno vojno je služil v vojski, kjer so njegove sposobnosti postale bolj znane. Videnja je imel spontano, pogosto pa jih je sprožila stiska ali vprašanje obiskovalcev. Med napovedmi, ki so se uresničile, so bile: konec druge svetovne vojne. Erlmajer je napovedal, da bo vojna trajala 6 let in se končala z zmago zaveznikov. Ponovna združitev Nemčije. Napovedal je, da se bo Nemčija po padcu Berlinskega zidu ponovno združila. Naraščajoče število naravnih katastrof. Erlmajer je napovedal povečanje števila potresov, poplav, suš in drugih naravnih nesreč. Sodobne vojne tehnologije. Napovedal je uporabo novih vojaških tehnologij, vključno z brezpilotnimi letalniki. Vendar pa je Erlmajer pred smrtjo izrazil zaskrbljenost glede prihodnosti človeštva in opozoril na možnost 3. svetovne vojne ter različne naravne katastrofe, ki bi lahko prizadele svet. Kljub temu je treba njegove napovedi obravnavati s previdnostjo, saj so lahko nejasne in odprte za različne interpretacije. Vizije, ki jih lahko povežemo s sedanjostjo. Alois Erlmajer je imel številne vizije, ki jih lahko povežemo z aktualnimi dogodki, čeprav je treba poudariti, da so nekatere njegove napovedi lahko nejasne in jih je mogoče razlagati na različne načine. Globalno segrevanje in naravne katastrofe. Erlmajer je napovedal povečanje števila naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, suše in orkani. To lahko povežemo z današnjim pojavom globalnega segrevanja in posledičnim povečanjem ekstremnih vremenskih dogodkov. Migracije in begunci. Napovedal je velike migracijske tokove, ko je dejal: vidim velike množice ljudi, ki hodijo čez široke reke. To napoved bi lahko povezali z aktualnimi migracijskimi krizami in begunci, ki iščejo zatočišče pred vojnami, nasiljem in revščino. Tehnološki napredek. Erlmajer je napovedal razvoj novih vojaških tehnologij, vključno z brezpilotnimi letalniki. Ta napoved se ujema z današnjim razvojem in uporabo brezpilotnih letalnikov v vojaške in civilne namene. Konflikti in napetosti. Opozoril je na možnost 3. svetovne vojne ter različne naravne katastrofe, ki bi lahko prizadele svet. Spremembe družbenih vrednot. Napovedal je tudi spremembe v družbenih vrednotah in moralnih standardih. To lahko povežemo z razvojem novih družbenih gibanj, ki se zavzemajo za enakopravnost, okoljsko zavednost in spreminjanje tradicionalnih norm. Kljub temu, da so njegove vizije pogosto nejasne in odprte za različne interpretacije, so nekatere njegove napovedi še vedno relevantne za aktualne dogodke. Glede poteka in konca 3. svetovne vojne je Erlmajer ponudil nekaj podrobnosti. Začetek vojne. Po Erlmajerjevih napovedih bi se vojna začela z napadom na eno izmed držav, kar bi pripeljalo do hitrega širjenja vojne po svetu. Nekateri razlagalci menijo, da bi lahko šlo za napad v Evropi. Uporaba atomskega orožja. Prerok je napovedal, da bi lahko bile v vojni uporabljene ognjene krogle, ki jih nekateri razlagalci povezujejo z atomskimi bombami. Vendar pa je treba poudariti, da ni podal jasnih informacij o uporabi jedrskega orožja. Vpletenost več držav. V svojih vizijah je Erlmajer opisal sodelovanje številnih držav v vojni, vključno z ZDA, Rusijo, Kitajsko in državami Evropske unije. Konec vojne in intervencija nebes. Napovedal je, da bo 3. svetovna vojna trajala kratek čas in se končala s presenetljivo intervencijo nebes, ki bi lahko pomenila božansko posredovanje ali nenavadne naravne pojave, ki bi prisilili vojskujoče se strani, da prenehajo z boji. Nekateri interpreti mislijo, da bi lahko v prekinitev spopadov bili vpleteni celo Nezemljani. Obnova in mir.
Po koncu vojne je napovedal obdobje obnove in miru, ko bi se ljudje združili in začeli obnavljati svoje države ter graditi boljšo prihodnost. Alojz Irlmajer ostaja ena najbolj zanimivih osebnosti v zgodovini prerokovanja. Njegove napovedi so pritegnile pozornost številnih ljudi in še danes burijo domišljijo ter odpirajo vprašanja o naravi človeške zavesti in njenih sposobnostih. Njegovo delo nas opominja, da je svet poln skrivnosti in da je morda več stvari med nebom in zemljo, kot si predstavljamo. Kot bralci lahko iz Irlmajerjevega življenja in dela izluščimo več naukov. Medtem ko nas opominja na skrivnostno naravo našega planeta, nas tudi opogumlja, da se zavedamo svojih lastnih intuicij, domišljije in sposobnosti, s katerimi lahko bolje razumemo in oblikujemo prihodnost. Naj bo zgodba o Alojzu Irlmajerju opomnik, da lahko vsak izmed nas prispeva k boljšemu svetu, tako da sledimo svojim lastnim videnjem in intuicijam.